Pa ne samo to, zanima me tudi, ali so oni tudi navdušeni nad vsem, kar prinaša BIM, uporaba BIM-a in če so, zakaj. Verjamem, da bo pogovor zanimiv tudi za vas, zato na oder vabim člana uprave in direktorja od 2TDK, gospoda Marka Brezigarja, prosim. Direktorja hidroelektrarn na Spodnji Savi, gospoda Bogdana Barbiča. In našega predsednika, sicer pa tudi direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, gospoda magistra Črtomirja Remca. Lepo prosim. Dober dan, spoštovani gospodje, spoštovani veliki investitorji v železnice, hidroelektrarne, stanovanjske objekte. Povejte nam za začetek, kakšne večje investicije nameravate razpisati v naslednjih 5 letih, kje in njihovo vrednost. Lahko pri tem morda ločite razpise za projektiranje in razpise za gradnjo, pa bi mogoče začeli pri vas. Gospod Brezigar, lepo prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Ja, pri nas v podjetju 2TDK imamo sprejeto strategijo nabave, ki je potrdil tudi nadzorni svet in tej strategiji nabave tudi sledimo. Mi bomo progo zgradili s 3 večjimi razpisi. To je že omenil Anjo pred mano in sicer bomo imeli 2 velika razpisa za gradbena dela, ki smo jih razdelili, se pravi gradbeno delo od Divača do Kopra smo razdelili na 2 sklopa. Od Divača do Črnega Kala prvi sklop, tukaj gradimo v Opnincu, in od Črnega Kala do Kopra drugi sklop, kjer gradimo v Flišu. Te 2 sklopa sta skupaj približno 700 milijonov evrov, oziroma malo manj kot 700 milijonov evrov, in tle zgradimo teh 37 km predorov, kar je več predorov, kot je bilo zgrajenih na avtocestnem omrežju od avtocestnega programa, ki je bil leta 1994 sprejet. Tle bomo zgradili celoto tudi spodnjega ustroja in vse naprave in vse objekte, ki so potrebni za izgradnjo spodnjega ustroja, in 2 velika viadukta v skupni dolžini 1100 metrov. Tretji sklop so železniške naprave in strojno elektronaprave, ki bo predvidoma razpisan v začetku naslednjega leta. Tukaj bomo zgradili celoten zgornji ustroj proge, deviacijo v Divači, kilometer deviacije obstoječe proge je treba še narediti, vozno mrežo, signalne naprave, telekomunikacijske naprave, ETCS naprave, napajanje in strojne naprave za predore. Ta sklop je vreden cirka 200 milijonov evrov oziroma majčkeno manj. Poleg teh 3 razpisov, poleg teh 3 sklopov, bomo imeli v letošnjem letu še razpis za 5 manjših razpisov, ampak tudi pomembnih razpisov. Razpisali bomo najprej nadzor nad izvedbo vseh 3 sklopov po FIDIC pogodbi, potem bomo razpisali geološko, geomehansko in geodetsko spremljavo projekta, zunanjo kontrolo kvalitete in notified body oziroma priglašeni organ, ker skladno s tehničnim specifikacijam za interoperabilnost moramo imeti organ, ki potrdi, da smo progo zgradili interoperabilno, se pravi tako, kot je zgrajena v celotni Evropi. Kako pa je s tem, gospod Barbič, pri vas? Ja, lep pozdrav vsem inženirjem v tej dvorani in tudi vsem ostalim obiskovalcem, tudi v imenu družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Torej, naš ključni cilj v naslednjih 5 letih je seveda zaključek izgradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi, ki ni samo energetski projekt, ampak je pravzaprav tudi največji slovenski vodarski projekt v svobodni Sloveniji. Namreč poleg hidroelektrarne se na celotnem področju ureja tudi protipoplavna zaščita,
kontrola podtalnice, izboljšujejo se določene infrastrukturne ureditve, tako da je pravzaprav energetika le en del tega celotnega projekta, ki ga pa seveda mi nekako koordiniramo. Kar se tiče razpisov, to je, bom rekel, kar se tiče Mokric, no, in ocenjena vrednost tega dela projekta je reda velikosti 200 milijonov evrov. Prepričani smo, da bo v naslednjih 5 letih elektrarna in pa tudi ustrezna infrastruktura zgrajena. Mi smo nekoliko zadaj, glede na kolege iz TDK-ja, smo trenutno v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma DGD, kot se sedaj reče po novi zakonodaji, in nekako ocenjujemo, da bomo imeli vse pogoje za pobudo za gradbeno dovoljenje letos spomladi in potem seveda tečejo procesi, tako da izgradnja zelo optimistično v naslednjem letu oziroma realistično v naslednjem letu. Tako da mi v letošnjem letu verjetno nekih resnih razpisov še ne bomo imeli. Določeni razpisi so že bili, pa smo zaradi administrativnih zapletov morali celo stvar nekoliko zaustaviti. No, računamo pa, da bomo potem verjetno v drugi polovici leta, tam nekje proti zimi, štartali z razpisi za hidromehansko opremo in pa z razpisi tudi za elektroopremo za celotno elektrarno. Istočasno predvidevam, da bodo tudi kolegi iz infrastrukturnega dela v drugi polovici leta tudi pričeli z razpisi za gradbena dela. Seveda to ni edini projekt, ki ga mi načrtujemo. Paralelno vodimo tudi projekt izgradnje največje sončne elektrarne v Sloveniji. Malo mi gre na smeh, ker je ta največja sončna elektrarna velika 6 megavatov, in nažalost je samo 6 megavati največja v Sloveniji. Mi bi si seveda želeli, da bi to bilo bistveno večje, ampak že z to elektrarno imamo precejšnje težave z umeščanjem v prostor, čeprav je samo sončna elektrarna. No, seveda skupaj z našim lastnikom, z delom našega lastnika HSE-ja, pa se pripravljamo tudi na izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi. Projekt je ključen za dokončanje verige na Savi. Projekt je, bom rekel, tudi ekonomsko izjemno zanimiv ali pa zmerno zanimiv, no, in kar je pravzaprav tudi bistveno je to, da je slovenska energetika v stanju sama brez nekih posebnih kreditov financirati pravzaprav vse omenjene projekte, ki sem jih naštel. Gospod Remec, kakšne načrte z investicijami imate pa na Republiškem stanovanjskem skladu? Ja, najprej moram povedati, da sem izjemno vesel, da smo v teh letih pripeljali tudi na splošno, ravno predstavitev projekta drugega tira je pokazala, da se da BIM dejansko implementirati v projektivo. Seveda naslednji korak bo implementacija tudi v izvedbo. Podobno tudi mi na stanovanjskem področju se zadnjih 5 let trudimo, da bi čim več projektov pripeljali v realizacijo in ravno ta, ki ga vidite gori na ekranu, je naš največji, ki je sicer v Ljubljani. Imamo pa v tem trenutku v izvedbi 2000 stanovanj po celotni Sloveniji. 2/3 jih je izven Ljubljane. In praktično ne bom rekel, da smo šli v čisto vsako vas, ampak najmanjši projekti so v Sveti Ani 2 stanovanji. In če začnemo od Mežice, Slovenj Gradca, potem Pesnice, Rogaške Slatine, Črnomlja, Kočevja, Novega mesta,
potem gremo v Gorico, Koper, Kranj, pokrijemo res celotno Slovenijo, vse regije, kar ni enostavno. Na vseh naših lastnih projektih, ki jih je približno pol, uporabljamo BIM. In seveda skupaj s projektanti in izvajalci se trudimo, da seveda to čim več koristnega pride iz tega BIM-a. To ni vedno, ne, to vemo, da so težave, tako pri projektantih kot pri izvajalcih in seveda tudi pri nas pri investitorjih, ampak jaz samo v tem vidim prihodnost, ne, tako projektive kot gradbenih izvajalcev, če hočemo biti konkurenčni in kdaj tudi izvajati projekte v tujini. Tako da teh 2000 stanovanj in pa hkrati pripravljamo naslednjih 2000, ki bi lahko teoretično štartali že naslednje leto oziroma najkasneje v 2 letih, kar pomeni, da bomo vsako leto od leta 2021 zgradili cirka 1000 novih stanovanj, kar se mogoče sliši malo, ampak ko veš, da je to treba sprojektirati, zgraditi, prideš do tega, da mi v Sloveniji nimamo pravih kapacitet, tako projektantov kot izvajalcev. In zato je bistveno, da se dolgoročno zagotovi stabilna gradnja vsako leto z 1000, maksimalno mi z našimi kapacitetami kadrovskimi lahko pridemo do 2000 in ko bi bilo to nekako vzpostavljeno, potem bi verjetno tako projektanti kot tudi gradbena podjetja se tudi za stanovanjsko področje bolj prilagodili. Treba je poudariti, da je impact faktor pri stanovanjski gradnji 2-krat večji kot pri prometni infrastrukturi. To se pravi, tudi to je nekaj, kar bi morala politika upoštevati. Danes smo veliko slišali o tem, kaj je integralno projektiranje, določeno tudi v 29. členu gradbenega zakona, v 3. alineji, ki določa, pa da na hitro preberem, projektna dokumentacija se izdela po načelu integralnega projektiranja, kjer so pri medsebojnem usklajenem projektiranju objekta vključeni vsi strokovnjaki posamičnih strok, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta nujne za njegovo realizacijo v skladu s predpisi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami investitorja. Kaj si boste v današnjih prispevkov o integralnem projektiranju zapomnili kot najbolj zanimivo, gospod Rebec? Ja, kot najbolj zanimivo vsekakor sodelovanje vseh strok, tudi arhitektov, ne samo inženirjev, to je tisto ključno, kar pozabljamo, vsi skupaj smo lahko uspešni in še enkrat, kot sem že omenil prej, najšibkejši člen v verigi je tisti, ki naše projekte potem, rekel, jim vzame tista veter iz jader, tako da sodelovanje in pa seveda stanje tehnike, zapravi brez stalnega učenja, tako kot je danes, mislim, lep primer tega, kako bi inženirji morali se učiti, stalno učiti, ne bo napredka in tudi naši projekti ne bodo nikoli dokončno zaživeli, tako kot je bilo pri drugem tiru lepo prikazano, BIM je šel naprej, v bistvu projektiranje sledi temu, zdaj imamo problem samo še, da izvajalci, žal, je stanje izvajalcev v Sloveniji sorazmerno šibko in mi moramo vzpostaviti neke dolgoročne kapacitete, take kot so bile pred krizo, da bomo lahko v bistvu vse te projekte, tako v energetiki, kot cestni, železniški infrastrukturi in pa seveda v končni fazi tudi stanovanjski izvajali dolgoročno. Izvolite, gospod Barbič. No, zanimivo je bilo videti primerjavo med nekim velikim infrastrukturnim objektom, kot je tunel Semmering in pa seveda eno industrijsko halo ali pa bom rekel nek proizvodni objekt. To sta pravzaprav dve skrajnosti, en objekt, ki se gradi in sproti pravzaprav projektira že zadnjih 8 let oziroma 6 let. In na drugi strani projekt, ki zraste tako rekoč čez noč. Zato pravim, da je BIM tehnologija v tem trenutku tudi za investitorje infrastrukture zelo zanimiva, vendar pod pogojem, da vidimo projekte pred nami, ki so pred nami,
V tem primeru recimo veriga hidroelektrarn na srednji Savi. V takem primeru bo seveda ta tehnologija se gotovo tudi nekako uveljavila na področju energetike, kjer je pa že prisotna. Gospod Brezigar, bi mogoče kaj dodali? Ja, za mene je bilo izredno zanimivo, da je pravzaprav BIM tehnologija, ki smo mi že uvedli na našem projektu, pomaga k optimizaciji projekta in predvsem pomaga k optimizaciji projekta, če sodelujejo projektanti vseh strok in naročnik. Ko smo mi prevzeli investicijo konec leta 2018, smo mogli se pač odločiti, na kakšen način bomo izvedli projektiranje in potem izvedbo. In smo se odločili, da ne bomo šli po klasični metodi, po zaporednim procesi, ampak da bomo šli v integralno projektiranje, integralno vodenje projekta. Takrat smo pač izbrali BIM tehnologijo kot temelj za celoten proces, od projektiranja PZI projekta do konca in tudi PIT bomo imeli narejeno v BIM tehnologiji in bomo takrat dobili ta virtualni dvojček, s katerim bomo lahko potem pocenili upravljanje in vzdrževanje proge. Mi smo ugotovili, ko smo začeli ta proces, da pravzaprav morajo tukaj biti vsi odločevalci dovolj močni. Projektanti v Sloveniji je močna stroka, so močni strokovnjaki, znajo voditi projekte in izvajati projekte. Zato smo mi videli, ker na koncu po odločitev vse sprejme naročnik, da moramo imeti tudi na strani naročnika kompetentne ljudi, če hočemo, da se ta projekt hitro in učinkovito rešuje in da se rešuje v korist naročnika. Zato smo mi zaposlili kompetentne strokovnjake na vseh področjih, kjer je to bilo pomembno in seveda še predvsem kompetentnega BIM menedžerja, ki nam zdaj usklajuje ta BIM projekt. Jaz lahko rečem, da smo s tem procesom zelo zadovoljni, zato ker mi smo v resnici tudi s tem načinom, ne samo s tem načinom, ampak to integralno projektiranje in vodenje projekta k temu pripomagali, v fazi PZI projekta najdli za 71 milijonov optimizacij projekta. Se pravi, mi smo optimizirali projekt in zmanjšali stroške za cirka 6% v primerjavi z predvidenimi stroški v investicijskem programu. Vse to gre zahvala pravzaprav vsem tem 200 projektantom in več, ki so sodelovali na projektu in seveda strokovnjakom podjetja 2TDK. To je kar precej vzpodbudna številka. Ja, mi smo zelo veseli, se mogoče to lahko malo razložim. Tle smo pravzaprav optimirali prečni prerez predora skupaj s projektanti. Projektanti so pač poiskali podobne predore v Evropi. Ugotovili smo, kakšen prečni prerez je najbolj optimalen. Ugotovili smo, da če mi poenotimo predor s predorom Semmering, kjer se gradi proga za 250 km/h, mi pa gradimo progo za 160 km/h, da lahko teme predora znižamo za pol metra, za 50 cm, kar pa na 37 km kar nekaj prinese. Projektanti so optimirali prečnike med servisnimi in glavnimi cevmi, projektanti so optimirali skupaj seveda z naročnikom in strokovni debati, to brez strokovne debate med vsemi udeleženci ne gre, ne. Projektanti so optimirali način izgradnje, če naletimo na probleme v Krasu. Mogoče najbolj značilen primer pa je to, kar je že sicer gospod Žigon omenil, ko se je delal 3D model, geološki geomehanski model in reinterpretacija vseh raziskav do zdaj, se je ugotovilo, da je med predorom T5 in T6 možno izvesti boljšo in tehnično bolj izvedljivo rešitev. In ne samo to, da je bila ta tehnično bolj izvedljiva rešitev, se pravi tehnično boljša, je bila tudi cenejša. In na podlagi, se pravi, podlag in vseh raziskav, ki so jih pripravili projektanti, smo seveda mi tako odločitev z veseljem sprejeli. Če vas prav razumem, a bi lahko rekli, da integralnega projektiranja brez uporabe orodja BIM na nek način ni, ali je ta povezava nujno potrebna? Ta hip je pravzaprav tako, ja. Ker ti zato, da se odločiš za integralno projektiranje in integralno vodenje projekta, se pravi, da imaš vse projektante na istem mestu, da imaš skupno informacijsko platformo, kjer so vsi adaptirani podatki, na podlagi katerih projektanti lahko sprejemajo neke odločitve in predloge in ki jih potem naročnik potrjuje, je najboljša podlaga BIM model.
če delaš v BIM modelu, ravno tako morajo vsi strokovnjaki imajo dostop do istih podatkov in lahko sprejemajo v skupnem dialogu najboljše rešitve za posamezne projekte. In nam se zdi, da je pač BIM model v vseh fazah, ker mi ga bomo vedeli zdaj vse faze, v fazi projektiranja, v fazi izvedbe in predvsem v fazi PID-a, ker bomo zato lahko dobili dober PID in bomo s tem lahko mi pocenili vzdrževanje in vodenje prometa potem po obstoječi progi. Ja, po mojem mnenju je BIM model najboljša podlaga za integralno projektiranje. Predstavljam si, da imate pri stanovanjskem objektu na tisoče elementov, ki jih je treba z vsemi možnimi lastnostmi unesti v BIM, da bi se dosegle vse te transparentnosti, se pravi finančna, časovna, pa tudi transparentnost, ki se tiče vzdrževanja. Pa me zanima, kakšne so vaše izkušnje in pa tudi kako se izvajalci odzivajo na to, na zahteve BIM-a. Ja, dejstvo je, da je v stanovanjski gradnji bistveno več postavk, v samih popisih v primerjavi z gradnjo železnic, cest. In seveda je bistveno več usklajevanja, ne samo v gradbenem delu načrtov, tudi strojne, elektroinštalacije, tehnologija v celoti. Zato lahko rečem, da za tiste projekte, ki so bili od samega začetka, to se pravi projektirani v BIM-u in se zdaj izvajajo, da je situacija bistveno boljša kot pri tistih, kjer se je še klasično projektiralo, sicer potem PID-e naredilo v BIM-u, za potrebe upravljanja, vzdrževanja. Pri dveh projektih lastnih, ki jih izvajamo in je bil BIM od vsega začetka uporabljen, so bile tudi ponudbene cene izvajalcev nekako skoraj enake, kot so bile cene v predračunih, kar pomeni, da je stvar bistveno bolj natančna in da so tudi seveda projektanti uporabili pravilne cene za posamezne postavke. To je nam zelo poenostavilo tudi potek gradnje, kajti v tistih primerih, kjer to ni bilo tako, kjer so bile ponudbe gradbenikov višje, so morali projektanti praktično ponavljati projektiranje. Torej, prvič, če so projektanti pametni, bodo delali samo enkrat, ne bodo delali dvakrat. BIM in to omogoča. Jasno pa je treba izpolniti vse tiste robne pogoje, ki jih ni malo, za katere vemo, da so v praksi potem še toliko težje izvedljivi. V stanovanjski gradnji mi praktično z ekipo sklada, jaz se jim zahvaljujem, res izjemna ekipa, v investicijah dela 10 ljudi in obvladuje 4000 stanovanj, 2000 v gradnji, 2000 v pripravi. Jaz mislim, da tisti, ki to poznate, veste, da to ni enostavno. Pravijo, da smo zoprni investitorji, ampak žal nam ne dovolijo zaposliti saj še ene 2-3, več sreče imajo pri 2-3DK, kjer so res uspeli zbrati najboljše strokovnjake in zato tudi verjamem, da bo ta projekt lahko uspešno tekel naprej. Za našega bomo pač morali določene storitve dobiti zunaj, ampak jaz sem tudi prepričan, da bo stanovanjska gradnja z BIM-om zagotavljala res v bistvu taka stanovanja, ki bodo udobna za bivanje, ne pa, da bomo popravljali samo napake izvajalcev za nazaj, napake projektantov in izvajalcev, pa tudi nadzornikov. Tako da jaz si želim, da bi celoten proces graditve postal bolj transparenten, bolj kontroliran in da bi seveda bili na koncu vsi zadovoljni. Tisti, ki izvedejo, dobili pošteno plačilo in naročniki to, kar so naročili. Na hidroelektrarni na spodnji Savi gradite v tretji dimenziji, 3D BIM-u, 4., 5. in 6. dimenzijo rešujete po klasični poti. Če sem si prav zapomnila, preizkusili jih pa boste na hidroelektrarni Mokrice, kot ste rekli. Pa me zanima, kako si to predstavljate, kaj pričakujete od tega preizkusa in pa predvsem me zanima, občutek imam, da je ta 6D za vas še posebej zanimiv, pa me zanima, zakaj. No, jaz moram tako reči, da mi smo tudi do zdaj imeli zelo dobre izkušnje z projektiranjem
tudi odstopanja med projektantskimi popisi in pa potem dejansko izvedbo so odstopali le za nekaj procentov, tako da smo že z klasičnim projektiranjem bili, za rezultati tega projektiranja bili zelo zadovoljni, ne. Morda tudi zaradi tega, ne, ker gre le za verigo elektrarn, kjer smo po vsaki elektrarni sedli skupaj investitor, izvajalci, projektanti in pa uporabniki ter pravzaprav ugotovili, kaj je bilo dobro v procesu, kaj bi se dalo še izboljšati in v principu je vsaka elektrarna, rezultat projektiranja vsake elektrarne je bil iz faze v fazo boljši. Kljub temu smo se odločili, da je prišel čas za to, da se lotimo tudi se pravi te BIM tehnologije in Mokrice se že projektirajo v BIM tehnologiji, ampak bom rekel ta 3D model, ne. Kot sem rekel, mi smo zdaj šele na začetku in že prvi rezultati so vzpodbudni, da se marsikaj videti, ne. Je pa treba poudariti, ne, da so te elektrarne le specifične. Vsaka elektrarna je unikat. Tu ni tako kot recimo pri nekih stanovanjskih blokih, kjer pride do izraza ponavljanje, ker čeprav so elektrarne zelo podobne, je tu le specifika vsaka zase, ne. Zdaj za naprej, seveda zdaj smo v tej fazi, da bomo najprej dobili te prve rezultate na nivoju gradbenega dovoljenja, potem pa zelo razmišljamo o tem, no, da se bomo lotili morda vsaj v določenih segmentih še 4, 5 in 6 eventualno dimenzije, ne, se pravi teh dimenzij, kar pomeni, da to, kar smo do zdaj klasično delali z nekimi orodji za spremljanje terminske izgradnje, pa klasičnega terminskega plana, da bomo vsaj morda na nekaterih segmentih to prepustili tudi BIM tehnologiji. Res je, da pogodbe še nimamo podpisane za ta del, tako da če so projektanti noter, naj bojo brez skrbi, ker bo to aneks, ampak upravičen, ja. No, ampak zaenkrat je pa tako, ne, da zelo resno se bomo lotili tega projekta in pa upeljave BIM tehnologije v izgradnjo energetskih objektov, seveda, če bomo resno zaštartali za srednjo Savo, ne. Kot veste, je bilo v eni fazi nacionalnega energetsko-podnebnega načrta celo ta veriga izločena ven iz perspektive Slovenije, ne, kljub temu, da na hidroelektrarnah, na izgradnji hidroelektrarne sodeluje prek 90% slovenske industrije in bom rekel, že samo izgradnja ene take hidroelektrarne poveča bruto družbeni proizvod za 0,3%, ne. To je morda malo, ampak pri teh procentih, ki jih imamo v razvoju, pač to pomeni toliko manj BDP-ja, ne. Tako da, če se bo ta projekt razvijal tako, kot si nekako želimo, kot je zastavljen, potem ne vidim bojazni, da ne bi celotna srednja Sava bila izdelana v BIM tehnologiji. Kar se tiče seveda te šeste dimenzije, kot ste jo imenovali, ne, to je pač baza podatkov, ki je potem primerna tudi za vzdrževanje. Mi smo imeli do sedaj precej težav z temi raznimi računalniškimi bazami, ki smo jih uporabljali za vzdrževanje, predvsem v tem smislu, da smo upisovali podatke v te baze in pri tem upisovanju je prihajalo do napak in potem na koncu take baze niso bile najbolj uporabne. Seveda BIM model, tako kot smo ga videli, se take zadeve upisujejo sproti v ta model, že ko se vgrajujejo, se prekontrolirajo in seveda potem kot projekt izvedenih del dobiš dejansko to, kar je tudi vgrajeno in dobiš eno zanesljivo bazo podatkov, ki jo potem lahko uporabljaš naprej za vzdrževalne namene.
Zelo si želimo, da bo to šlo v tej smeri naprej. Prepričan pa sem, da bo to pri srednji Savi gotovo. In v tem primeru bi potem tudi zaposlili BIM menedžerja, tako kot na 2 TDK? Če je kdo v tej dvorani, ki je že zgradil kako hidroelektrarno v BIM tehnologiji, kar se ne oglasi do mene. Evo. V pogovori z nekaterimi inženirji sem ugotovila, da jih skrbi, kako oblikovati ustrezen nabor informacij za vsak element, da bo ravno pravšnji in da bo ustrezen tudi čez 25 let. Je to res, gospod Remac? Predstavlja to izziv? Ja, to smo že danes videli, pri nekaterih predavateljih so bili predstavljeni te elementi z bolj ali manj večjim naborom informacij. Seveda je BIM in vse to, kar se gremo, je brez, tudi to je bilo že povedano, brez standardnih popisov, ni potem zaključena, ni gola. V bistvu samo igramo, pa ne bomo zaključili. In če hočemo investitorji tako na cestah, mislim, da tle so šli korak naprej, so s temi popisi, so na Darsu že zdavnej, pač nekako zaorali ledino. V visokogradnji žal ne, lahko pa povem, da je upravni odbor zbornice tle v vlogi predsednika, da se je odločil, da iz presežka preteklega leta, da 100 000 nameni ravno za to, za pripravo standardnih popisov. In tudi v letošnjem letu naj bi še dodal tudi za elektro- in strojne inštalacije, zapravo poleg gradbenega dela. Tako da jaz sem optimist, namreč tukaj država ni odigrala svoje vloge, tudi strategija ni bila sprejeta, digitalizacije BIM-a in tako naprej. Tako da mi smo očitno morali presekati ta gordijski vozel in vstopati sami v igro, je pa res, da je treba na nek način potem tudi zagotoviti, da bodo javni naročniki obvezani to uporabljati. To je pa seveda spet v rokah politike, ampak jaz lahko rečem za stanovanjsko področje definitivno, da to bomo. Sem vas prav razumela zadnjič, ko sva se pogovarjala, gospod Barbič, da vi pa niste ravno najbolj naklonjeni standardizaciji. Ne, res je, nisem naklonjen standardizaciji, nisem naklonjen regulaciji, namreč slovenska družba, pa tudi Evropa, nažalost, je že preveč regulirana, preveč standardizirana in če se malo ozremo okoli po svetu, v bistvu ravno ta standardizacija in regulacija, pretirana regulacija, omejuje kreativnost, omejuje tudi razvoj. In zato Evropa zaostaja v primerjavi za Kitajsko in pa pravzaprav celotno vzhodno Azijo. Tako da tule so inženirji, kdo med nami, kdo med vami si želi, da je reguliran, da je vse poštimano, da je vse urejeno, močno dvomim, mora biti tudi nekaj kreativnosti. In po drugi strani je tako, izjemno težko je zregulirati vse skupaj za tako različna področja. Eno je stanovanjska izgradnja, drugo je energetika in tretjo infrastruktura. In to se ne da zregulirati z, bom rekel, nekim pravilnikom, ki bo zajel vse te zadeve. Tako da jaz bi bil tu malo bolj pragmatičen in pravzaprav pustil stroki, da sama pripravi take zadeve, ampak za posamezne segmente, ne pa generalno za vse, ker je to preveč široko področje, da bi lahko to nekaj standardiziral. Tam smo videli v enem prispevku, ne vem, neka vrata in podobno, zdaj v redu, to jaz verjamem, da se dajo te zadeve, ampak pri hidroelektrarni recimo ali pa nasplošno pri energetskem objektu je toliko novih elementov, da to ne more standardizirati. Po drugi strani so to tudi projekti, ki potekajo izjemno počasi. Recimo, če primerjamo prvo zgrajeno hidroelektrarno Boštanj in pa sedaj Mokrice, ki sta pravzaprav geometrijsko enaki, je popolnoma drugačna oprema noter, vse je popolnoma drugačno, tako da tu siliti za neko standardizacijo samo v zelo omejenem obsegu, bom rekel tam, kjer je res nujno potrebno. Se pravi, ker ste rekli, ne bi se s tem ukvarjala stroka, inženirska zbornica pravi naslov? To bi bil pravi naslov, ne pa to prepustiti državni birokraciji, ker bo,
bo prišlo do take situacije, kot je sedaj situacija na področju umeščanja v prostor, ko se več ne da nič umestiti. Gospod Brezigar, kako se vi nagibate pri tem vprašanju? Ja, jaz se strinjam z gospodom Barbičem, da ne moreš standardizirati vse gradbene sektorje v enem standardu. Ampak meni se zdi, vsaj iz izkušenj, ki jih imamo mi zdaj, da bi bilo naprimer na področju infrastrukture smiselno standardizirati neke elemente, predvsem se mi zdi, da bi bilo smiselno standardizirati popise, elemente in potem atribute, ki pripadajo k tem elementom. Tako kot imajo to standardiziran po drugih državah v Evropi, predvsem v anglosaškem modelu. Zakaj? Zato, ker zdaj, kako zdaj mi izvajamo projekt? Zdaj projektant sam, ko naredi BIM model, mora tudi narediti svoje popise del. Zdaj te popisi del so v redu, so navezani na ta BIM model in ne ovirajo, bom rekel, so ravno tako dobri in ravno tako rezultat je uspešen. Ampak mi zdaj ne moramo niti povezovati projektov med sabo, niti jih primerjati med sabo, zato ker so popisi malo različni. In po mojem mnenju bi bilo ravno zaradi tega povezovanja infrastrukture in zaradi tega, da bi lahko primerjali projekte med sabo, smiselno, da bi te vsaj 3 ključne elemente, kot so popisi, elementi v BIM modelih in atributi, ki jih pripneš na te elemente, standardizirali. Midva sva se pogovarjala o tem vprašanju, zakaj recimo preprosto ne prevzamemo nekaterih standardnih modelov, ki so jih v tujini že razvili, pa bi vas prosila, če še s publiko delite odgovor. Kakšno je vaše mnenje? Ja, zdaj mi bolj poznamo anglosaški model, tam imajo standardne popise in te standardne elemente, kot sem jaz rekel, za infrastrukturo govorim, da govorim samo za infrastrukturo. Zdaj, tam so predpisi, so razmerno različni glede na naše predpise in ne moremo to kar prevzeti. Zdaj, jaz ne vem, jaz vem, da v Nemčiji na infrastrukturi tudi razvijajo standardizacijo za BIM model, najprej bojo razvili, 2 leti so si vzeli časa, da bojo standarde za popise in za te elemente, ki smo prej govorili. Potem bojo naredili pilotski projekt in potem bojo šli v projekte, BIM projekte. Zdaj, ta pot se meni zdi v redu, ampak zdaj v Sloveniji očitno, ker je to že pred 2 leti bila neka pobuda, pa ta pobuda ni uspela, se mi zdi, da mi zdaj nimamo časa čakati, da bi na ta način prišli do konca, zato smo mogli zdaj na ta način, kot se v Sloveniji dela. Poudarjam še enkrat, tudi ta način je v redu, samo ne moramo projektov povezati med sabo in se meni zdi to zelo v redu, da bi inženirska zbornica prevzela to pobudo. Če bo prevzela to pobudo tudi na infrastrukturnem področju, je bilo to najbrž velik skok naprej. Evo, nekako se približujemo k koncu, pa bi vas vse 3 vprašala. Se pravi, nekako smo že rekli, da je čutiti med izvajalci, da niso ravno najbolj naklonjeni delu v BIM-u. Gre po vašem mnenju tukaj za odpor do ene nove tehnologije, kot je to tudi sicer običajno, ali je razlog kje drugje, kako bi jih zdaj za konec motivirali, da grejo z mislijo na BIM naprej? Gospod Remec, prosim. Seveda, tukaj je treba na obeh straneh, oziroma tako naročniki kot izvajalci, moramo praviti svoje domače naloge. Mislim pa, da vsi si želimo, da bi lahko naročali ne na ključ, ampak po količinah. In na stanje projektov še nekaj let nazaj praktično si to nihče ni upal, predvsem pri stavbah, ker je bilo enostavno potem toliko nepredvidenih in pa dodatnih del, da so bile presežene pač tiste možnosti, rekel, aneksov, katerih si ne želimo. In vkolikor bi bili popisi seveda za uporabo BIM-a in pod pogojem, da tudi projektanti obvladajo BIM in da ta BIM dejansko je v polni meri izkoriščen, da so popisi praktično
popolni ne bodo nikoli, ampak da so 99% točni, potem ne vidim nobenega problema, da se v bodoče vse naroča po količinah in ne bo nobene igre z izvajalci, nobenih špekulacij. Cene bi morale postati bolj, rekel, transparentne in seveda pričakovane. To, kar je gospod Tržišnik povedal, to, kar on dela za privatne investitorje in seveda v nekem omejenem obsegu, je treba sprovesti v splošno prakso javnega naročanja. Hvala lepa. Gospod Barbič, prosim. Izvajalci se vedno obnašajo zelo racionalno. Če želijo preživeti na trgu, se morajo obnašati racionalno. Tudi mi smo kot proizvajalci električne energije, moramo biti pri cenah racionalni. Zato mene to ne skrbi, da se ne bi izvajalci tudi prilagodili zahtevam investitorja. Se pravi, na nas investitorjih je to, da zahtevamo take stvari, da gremo v razpise notri z zahtevami po BIM tehnologiji. Mi smo to recimo že naredili na področju projektiranja in seveda tudi na področju izvedbe je potem samo vprašanje časa, kdaj bomo z takimi zahtevami nadaljevali. Zdaj, kako motivirati izvajalce, mi bomo naredili potlej, zdaj bom pa malo tako povedal, malo bolj, da ne bomo tako resni, mi bomo naredili takole eno 3D model Srednje Save, sprintali ga bomo ven, postavili na en tak oder, povabili vse potencialne izvajalce, napisali gor letnico izgradnje leto 2040 in vprašali, kdo je za, da bo z BIM tehnologijo zraven. Hvala. Pa gospod Brezigar. Mogoče še, čeprav sta kolega že vse povedala, ampak z industrijo 4.0 se je industrija v principu v celoti informatizirala ali pa zelo veliko industrije se je informatizirala. Gradbeništvo še ni na tem nivoju, kot je pač industrija 4.0, ampak jaz sem prepričan, da bo tudi gradbeništvo moralo se informatizirati, ker je to pač pomeni napredek in to pomeni razvoj. In seveda bojo mogli v temu pripomoči tudi veliki investitorji, da bojo naredili te spodbude, ker če ne bo iniciative in če ne bojo imeli potrebe, se to ne bo zgodilo samo od sebe, ampak tisti, ki pa bojo to uspeli, ta preboj narediti, bojo sigurno imeli konkurenčno prednost pred ostalimi. Najlepša hvala vsem, gospodu Marku Brezigarju, gospodu Bogdanu Barbiču in gospodu Črtomirju Remcu. Hvala, da ste delili z nami svoje izkušnje in pa poglede. Dragi inženirji, dragi inženirke in inženirji, hvala, ker ste bili in boste ostali z nami tudi v popoldanskem delu. Prišel je čas za odmor s prigrizkom. Želim vam dober tek ter koristen in zanimiv preostanek dneva še naprej. Hvala.